Spoštovani, lep pozdrav. Dovolite, da na začetku povem, da te ukrepe ne koordiniram zato, ker sem kmetijski minister, ampak zato, ker je vlada zadolžila odbor za gospodarstvo, da koordinira ukrepe in potem pač tisti, ki je predsednik tega odbora, je pač pristojen, da koordinira znotraj odbora ukrepe. Vlada se je danes seznanila z zadnjimi rezultati bore proti sivi ekonomiji. Zadnji izračuni so bili narejeni včeraj zvečer in če želite, vam jih tudi predstavim. Imeli smo danes za cilj, da sprejmemo 5 odločitev. 2 odločitvi smo predstavili na naslednji četrtek. Gre za sprejem 2 zakonov, to je zakon o preprečevanju dela na črno in inšpekcijskem delu. Tudi ta zakona sta v bistvu v osnovi usklajena. Bila je razprava na vladi samo o vavčerskem sistemu na pobudo državljanske liste in se vlada odločila, da potem dovoli to razpravo do četrtka. V četrtek je pa cilj naslednji teden, da se tudi oba zakona sprejmeta. Ostale 3 stvari, o katerih pa smo se odločili, pa smo jih sprejeli. Dovolite na začetek, da vam predstavim nekaj trenutnih številk. Še vedno borbo proti sivi ekonomiji spremljamo skozi opazovanje, kaj se dogaja z neto učinkom davka na dodano vrednost, čeprav se bo konec leta in kasneje pokazali pa tudi učinki preko pobranega davka na dobiček in polnjenja ostalih javnih blagajn, tako zdravstvene, socialne in še katere v tej državi. 2 podatka bom ponovil, mislim pa, da jih poznate. Imamo na razpolago podatek o kvartalu, 3. kvartal letošnjega leta v primerjavi z lanskim kvartalom. Tukaj je davka pobranega več za 16,5%, to je 680 milijonov evrov. Moram pa takoj povedati, da tu ne gre samo za učinke sive ekonomije. Sumira se več učinkov, je pa v bistvu davka torej pobrano za 16 in 16,5% več kot lani. Tudi ko letos opazujemo mesece, ki sledijo 1.7., ugotavljamo, da do tega trenutka, če opazujemo 4 mesece, povprečno na mesec pobiramo približno 15% več davka na dodano vrednost, tudi približno toliko več glede na likvidne plane te države. Če opazujemo davek na dodano vrednost, se moramo zavedati več učinkov. Prvi učinek je zvišana davčna stopnja od 1.7. in potem pa nekaterih negativnih učinkov. Prvi negativni učinek je sprememba meje iz 25 na 50 tisoč za vstop v sistem davka na dodano vrednost, ki se je zgodila s 1.1. Na ta način smo umaknili 13% zavezancev, ker so pa to majhni zavezanci, pa učinek tega 1 do 2%. Drugi učinek je vstop Hrvaško v Evropsko unijo. Če gledamo samo na neto učinek davka na dodano vrednost, po naši oceni predstavlja minus 11 milijonov evrov pobranega davka na mesec in kot tretji učinek nekaj manjše gospodarske aktivnosti kot lansko leto istega obdobja. In kljub vsemu v tem trenutku pobiramo mesečno približno 30 milijonov evrov več, kakor je bilo likvidno načrtovano. Podatki, ki so pa novi in vam jih želim predstaviti, so pa naslednji. V posameznih dejavnostih, ker pa že razbijamo, torej ločujemo ostale učinke in opazujemo samo učinek borbe proti sivi ekonomiji, torej uvedbe davčnih blagajn in uvedbe novega načina nadzora. V tem trenutku ugotavljamo, da v teh dejavnostih beležimo prirast davka na dodano vrednost, ko je že izločeni ostali vplivi za 24%. Mogoče pa vam povem, če dovolite, podatke za oktober po nekaterih dejavnostih, kaj se je dogajalo z pobranim davkom na dodano vrednost, ko je že izločena višja davčna stopnja. Podatke so naslednji. Če v oktobru opazujemo restauracije in gostilne, ugotovimo, da je pobranega davka 16,3% več. Ko opazujemo dejavnost strežbe pijač, je pobranega davka za 39,9% več. Ko opazujemo proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščic, je pobranega davka za 40% več. Potem recimo trgovina na drobno v cvetličarnah za 36,4% več. Slaščičarne in kavarne za 16,3% več. Trgovina na drobno z mesom, mesnimi izdelki plus 22%. Na tržnicah trgovina s tekstilom in obutvijo, to je podatek, je zanimiv, je 145% več, začasne gostinske obrati 67% več, trgovina z kruhom in pecivom in testeninami, torej ta mala trgovina 118% več.
To so nekatere recimo posamezni primeri, kjer je prišlo do izrazito hude rasti. Vlada je danes odločala o 3 ukrepih. Prvi ukrep je bil ukrep, kako naprej z gotovinskim plačevanjem. Vlada se je odločila, da gremo v dvostopenjsko zniževanje dovoljenega limita plačevanja za gotovino. V prvi stopnji se gre iz 15.000 na 5.000 evrov. Ministrstvo za finance je dobilo nalogo, da pripravi zakonodajno podlago do 31.3. naslednjega leta. Ko se pa to uvede, pa se prouči prehod na 1.000 evrov. To je, kar se tiče omejitve gotovinskega poslovanja. Kar se pa tiče izdajanja računov in nadzora, je vlada sprejela odločitev, da razen ob izjemnih primerih, recimo primer, da zmanjka energije in blagajne ne delujejo, se mora na vseh področjih uvesti registrske blagajne, davčne blagajne. Tam, ker pa se v izjemnih primerih potem bodo uporabljali paragonski bloki, več ne morejo biti paragonski bloki v sedanji obliki, temveč se uporabijo davčni paragonski bloki, ki so oštevilčeni in registrirani pri davčni upravi. Kar se pa tiče, ali se gre na spremembo sistema davčnih blagajn ali ne, je danes vlada sprejela odločitev, da se pri tem sistemu, ki kaže dobre rezultate tam, kjer se opazuje, in pri sistemu, ker vlada nima podatkov, da bi bili šifrirani programi že kje razbiti, da ta sistem razširimo na vse poslovanje. Hvala.